Mene recimo je bolelo srce, ko sem poslušal izjave politikov, pogledajte, ne boste več plačevali 35 evrov na mesec. Ob tem pa ni bilo povedano drugo, da če ostanemo brez te pol milijarde, to pomeni pospešena pot v privatizacijo zdravstva. Zato, ker ljudje bodo manjkajoči. Ampak če pogledamo preteklost, s kakim veseljem so nekoč v preteklosti ukinjali SDK. Pa so govorili, ne se bat, bodo to banke, ne kdo prevzel te funkcije. In če bi SDK takrat ohranili, marsikatere lumparije, ki se je zgodilo v Sloveniji, ne bi bilo nam vsem bistveno bolje, ki tukaj živimo. Na nek način, čeprav ni ista zgodba tudi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je napaka v sistemu. Ne vem, zakaj je nastala, ne znamo pisati, je napaka v sistemu, ker v resnici je obvezno. Nihče si ne upa privoščiti, da tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nima. Ampak ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pomeni, da bomo od istih ljudi zbrali potrebne pol milijarde, mogoče celo 600 milijonov, če je potrebno, prav tako, ampak na drugačen način. Ali je to zvišanje prispevka, ali kakršenkoli drugi način, mi moramo zbrati enako količino denarja, če nočemo narediti škode našim ljudem.